No, obiranja se lotimo tako, da si pripravimo najprej zabojčke ali košare, kamor bomo obirali. Pri takem majhnem drevesu, kot je ta troletna gala, ki je zelo lepo obložena, lahko obiramo direktno v gajbico, pri kateri dno obložimo z mehko lepenko, zaradi tega, ko so plodovi zloženi, da se ne bi poškodovali na robu deščic, iz katerih je gajbica narejena. In potem enostavno obiramo plodove. Pri tem moramo paziti, da ostanejo peclji na plodu, da nimamo dolgih nohtov, da ne bi poškodovali površnice, ker potem bo tam seveda plod, v katerem so sedaj že sladkorji, začel gniti. In potem te plodove lepo narahlo zložimo v gajbico. Plod samo malo takole obrnemo, ker so zreli, se lepo loči od vejice. No, pri takem manjšem drevesu, oziroma če imamo manj plodov, lahko uporabimo tudi različne vrste košar, v katere obiramo posebno pri večjih drevesih, kjer moramo zlesti na lestev ali pa na drevo celo. Tam potem imamo še kljukico v obliki črke S, s katero gajbico obesimo na debelejšo vejo in potem ta košara stoji, v katero potem oberemo, spustimo dol in potem iz košare preložimo plodove v zabojčke. Nikoli ne pretresamo. To drevo gale je sedaj obrano in če natančno pogledamo, ker je bilo primerno obloženo s plodovi, bilo dovolj hrane tako za mlade nove poganjke, kot tudi za razvoj cvetnih brstov, katere lahko vidimo na temle rodni šibi, tukaj na koncu, cvetni brst za naslednje leto, ali pa tukaj le na kratki brstiki, ki je na dvoletni vejici. Brstika s cvetnim brstom, kjer bo naslednje leto pridelek.